V rubriki Koherenca v oddaji Klepet ob kavi tokrat pozdravljam dr. Simono Korenčan. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena, Sina. Mi je v čast, da se pogovarjava. Ne samo zaradi tvojega znanja in tega, kakšne storitve, kako kvalitetne stvari dejansko nudiš ljudem v Sloveniji, ampak tudi zaradi tega, ker si izven tega en krasen človek z res zelo jasnim in zelo takim čistim poslanstvom, ki ga upravljaš za ljudi, in v čast je poznati take ljudi, res. Tako da krasna ženska, mama in zelo lepo. Pristala si, da se danes pogovoriva malo o tvoji poti. Ja. Ki je nadvse zanimiva. Že v osnovni šoli si imela neko vizijo, kaj si želiš ustvariti, ki ni tako zelo daleč od tega, kar ustvarjaš danes v Sloveniji. Res je. In na to me je v bistvu opomnila moja najboljša prijateljica. Ker se spomniš, da ti si že v osnovni šoli govorila, da boš imela svoj center za fizioterapijo, kjer se bo vse odvijalo in bojo prehranska svetovanja in gibanje in tako naprej. In se spomnim, to sem imela tako zelo jasen cilj takrat, ampak v bistvu se mi je zdelo tako zelo nemogoče. Zdaj pa v bistvu Vibrium center, bi rekla, je tudi nek moj dojenček, kjer v bistvu tudi združujemo različne pristope in tudi se vračamo k temu, da je človek v bistvu tako celota. No. Ampak odkot tebi to v osnovni šoli, a veš? Kateri osnovni šolc oziroma osnovnošolka razmišlja o tem, a veš? Ja, to je res. Začela sem takrat zelo veliko teči, pač plesala sem, ampak tek mi je ful veliko dal, pa vedno sem dala veliko tako sem raziskovala, od pač prehrane, pa tudi moja mama je bila zelo napredna za tisti čas. Mi smo imeli že takrat avokado in kvinojo in tako naprej. Tako da me je skozi v bistvu to zanimalo. V bistvu na to sem pol čisto pozabila. Pa greš po tej klasični poti, šola, gimnazija, faks. Tako da zdaj, ko za nazaj pogledam, kar tako zelo zanimivo. Neverjetno je, ne? Dejansko starši imajo vpliv tudi, če ga ti ne vidiš takrat ali pa ga v resnici ne akceptiraš. Ne? Jaz se spomnim, moja mama je tudi pomagala parim v naši vasi z nekim svojim znanjem po nekih svojih kapacitetah in se mi je pol na drug način zgradil to, biti vreden, pomagati drugim, zdravje na najvišji prioritetni lestvici. Ne? Ti si takoj vedela, da je medicina tvoja smer. Ja, takoj. Sicer sem bila tudi zelo športno aktivna. Se še spomnim, v osnovni šoli je rekla učiteljica mojim staršem, zakaj bi šla namesto na gimnazijo Bežigrad, zakaj ne bi šla raje na športno gimnazijo. Pa me skozi sem bila usmerjena po tej pravilni poti, ki bi se, če zdaj pogledam za nazaj, bila absolutno preveč pravilna, z velikenih pritiskov, ki sem si jih dala pol nase. Gimnazija, faks, imeti dobre ocene, štipendijo, tako kar veliko breme, ki se ti zdi, da ga pol kar cel življenje moraš iti po tej poti in biti v bistvu všečena. Tudi tako, ker so glede staršev, se mi zdi, da smo bile vzgajane tudi v generaciji teh všečnih, pridnih punčk. In pol na neki točki ta vzorec kar malo presežeš. Imaš raje, da si spoštovan ali pa cenjen, kakor všečen. Kaj pa se ti zdi, da je bilo tako po pravilni poti? Kaj bi recimo... Dobro, itak vse, kar se ti je zgodilo, te je pripeljalo do tega, kar imaš danes in to je res spoštovanje vredno, ampak recimo, kaj se ti zdi, da bi lahko pa vendarle naredila drugače? Mislim, ziher bi lahko imela kakšno slabo oceno ali pa se udeležila večjih žur, ki sem pač nisem šla na njih. So bile dobre ocene, biti pridna. Ja. Mogoče se mi bo zdaj odprl, ne vem. Desa se mi zdi, da veliko žensk ima to zgodbo, da so bile res pridne. Pol v enem momentu, par let grejo malo se oddelijo od tega. Zdaj pa, jaz sem, hvala Bogu, to doživela pri 20, da sem za par let pol mogoče malo zajadrala ali pa pri 19 recimo. En je pa pač pol pri 40, ali pa kasneje. Ne? Ja, mislim, tudi ko pogledam svojo hčerko, ki trenutno vidim mami, ki je pridna, ki je delovna, ki hodi na izobraževanja, pa zraven poleg tega še športa. To se mi v bistvu ne zdi, da jim daš toliko vedeti, to niso v bistvu nobena doživetja. Pač vidiš, da obstajajo stvari izven tega. Pač
aktivnosti, ki jih počneš, potovanja, ki jih doživiš, da jim daš tudi to, da je ne samo v bistvu življenje neko delo in ta del se mi zdi kar pomemben. Ja, vse. Pač nas opazujejo, lahko rečeš, velikim lahko poveš, ampak ta del opazovanja in tvojih reakcij na stresne situacije in tako naprej. Kako je bila Simona na faksu, medicinski fakulteti, bodoča doktor Korenčanova? Kakšna je bila, kako so te dojemali drugi, kaj je tebe zanimalo? Normalen, klasičen študent, sicer sem poleg faksa tudi dosti delala, da sem imela nekaj svojega denarja, da tudi če pač sicer kot študent nimaš nek presežek denarja, sem vedno najdla za uno smučarsko karto, pa za take stvari. Potovala sem pol dosti, vedno med počitnicami. Edini izpit, ki sem ga padla, je bila statistika. Pa še to zato, ker moj najboljši prijatelj s faksa mi je rekel, da to 3 dni pogledaš, pa je to. No, tako ostalo pa jaz sem imela dobre ocene, imela sem tudi štipendijo. Te prve 3 leta, ki so zelo tako predklinični predmeti, mi niso bila niti tako zanimiva, se načeloma večini niso, imajo pa pol smisel kasneje, v bistvu za širše dojemanje pa za povezovanje stvari. Ampak ja, tam 4., 5., 6. letnik, ki pa več prakse, več delaš tudi z ljudmi, pa rata tako lep, zanimiv in tudi pač dojamaš širino tega poklica, ne glede na to, kakšno smer pol nujno izbereš. Tako da, ja, ne bi tudi rekla, da bi me karkoli drugačnega zanimalo, ker v bistvu ti greš iz izpita na izpit, iz letnika v letnik, si v bistvu tako voden in tudi se mi zdi, da večina sploh ne odpira možnosti, tudi jaz nisem, kaj bi pa pol zares počela, me še kaj drugega izven tega zanima. Ja, kaj te v bistvu to tako okupira, da niti nimaš prostora. Celoti te okupira, ampak je pa tudi v bistvu zelo zanimiv študij. Bi mislila, da skoraj za vsakega, tudi če ne bi želel mogoče tega početi, ker je zelo zanimiv študij. Tako da pestro, dinamično, zelo intenzivno, a takrat, ko si v temu, se ti zdi to popolnoma normalno, je pa res celih 6 let več ali manj temu posvečenih. Pri specializaciji si imela izziv, kam bi, kaj te potegnilo? Ja, to sem zelo, se nisem sploh našla. Jaz sem bila nekaj časa na specializaciji na pediatriji, lep poklic na pediatrični intenzivi. Zdaj, pogoji nikjer niso idealni, vemo, da kadrovske stiske so, že to je, da imaš občutek, da nikoli nimaš dosti časa za starša ali pa za otroka, podobno, kar doživljajo zdravniki, ki so še zdaj v sektorju. Tudi če jim je ta način dela zelo blizu in zelo pomemben, je to, da v bistvu ti nimaš dovolj časa, ki bi ga nekomu namenil, da v bistvu zelo, zelo omejuje. To je verjetno tudi tako, osebna rana, ki jo doživljaš. Ja. Ali pa da v bistvu, ne vem, vidiš, da te starši čakajo, bi nekaj vprašala, pa čakajo starejšega specialista, pa njega ni, pa bi ti na nekaj odgovoril, pa mogoče sploh ne znaš, ali pa se ne čutiš dovolj podprtega z druge strani. Jaz se nisem našla, zato ker je pomembno delo, vredno delo, lahko zelo pomagaš, ampak ni mi dal miru, tako recimo, zakaj se nekomu to ponavlja, ali pa zdaj bomo dali to zdravilo in to je to, mislim, samo to govorimo o stvarih, ki so, kjer ne rabijo, mislim, alternative, tam jih res rešuješ, oziroma podpiraš pri življenju, ampak tudi izven tega bi res želela biti pač pediater. Ja, delo lepo, delaš z otroci, ampak hkrati so me pa druge stvari tudi zanimale. Ne vem, zakaj dermatitis, na primer. Lahko jih pač mažeš s kremami, pa obstaja pač veliko zelo naprednih zdravljenj, ampak pri nekomu, ki ima pač majčkeno ekcema, pa sem mu to skozi ponavljala, zakaj ne bi pač pogledal recimo črevesne flore. Ampak kdaj so se ti začela ta vprašanja v resnici postavljati, ki so mogoče malo dodatno širino odprli, kot pač samo tega, kar je v učbenikih, pa pač kakšna je pač praksa. Ker recimo zdravstvena fakulteta pa medicinska, to je svetlobna leta narazen, ampak recimo jaz sem tekom svojega študija pa tudi v praksi začela ugotavljati, da pač, ne vem, jaz osebno doživljam take čustvene stiske, ko vidim, da se stvari pač niso vedno odvijale v prid pacienta, ampak dostikrat v prid sistema, oziroma da pač sistem ni ustrezno, adekvatno
bil pač pacientu, ne vem, na amputacijah, pa na nevrološki, pa tudi na Soči, na rehabilitacijah in tako naprej. In sem iz tega videla, čakaj malo, ne, pa se morajo biti druge poti, pa se drugače se tudi more dati, ne. In tudi jaz sem videla, da jaz, če bi ostala v sistemu, pač ne bi mogla, ker bi čustveno izgorela tukaj v tem smislu. Kdaj si pa ti začela postavljati vprašanja, kakor, obstaja še karkoli drugega, s čimer bi lahko, ali pa, ne vem, drug pristop, ali pa drug način, ali se lahko še kaj dejansko naredi? Definitivno, ko sem pač rodila hčerko, ko je imela... šele potem. Ja, šele potem v bistvu tako zares, ker prej, ko se spogleduješ s tem, je tako se počutiš, kaj pa zdaj tisto vse ne velja, seveda velja, pač če bo karkoli hujšega ali pa resna bolezen, se boš vedno zatekel v konvencionalni medicini, ampak tako, čisto za, ne vem, recimo, moja hčerka je imela takrat krčke, ne, bili smo na morju, zgolj iz obupa smo šli po homeopatske granule, a ne. Pa nam je recimo pomagali, pa smo probali še naslednji dan, pa je bilo spet boljše. Po enem tednu, ko smo jo prenosili, a ne. Pol sem šla tudi na bioresonanco, to moram priznati, pa je zdaj v bistvu zelo veliko delam, mi sploh ni bilo blizu, tako, ali pa tudi nisem imela zaupanja, ker v bistvu, a ne, čist nažalost svojega otroka pa ne bi nujno v nedogled mazal s kortikosteroidi, a ne. Pa še vedno obstajajo, pač za otroke, ki imajo hud dermatitis, super, ampak takrat se je pri meni zgodil ta miselni tok, in pol v bistvu tudi jaz zagovarjam to, da ne, v današnji dobi niso samo članki, imaš tudi zelo veliko medicinskih študij, ki govorijo o povezavi s črevesnim mikrobiom in koža, črevesni mikrobiom in povezava z možgani, a ne, z mentalnim zdravjem. Lahko tudi pogledaš v povprečju, katere probiotične kulture otrokom, ki imajo dermatitis, manjkajo, presežek katerih imajo, kaj nahrani take bakterije, kaj jih izstrada, s čim podpirati. Tako da mislim, da tudi prehajamo v dobo, kjer te stvari, ki, mislim, mogoče marsikatera metoda, ki jo imam, je za Slovenijo zelo alternativna, ali pa bila alternativna, ampak veliko stvari, ki jim pa daš za domov, za imeti, za podpreti, ali pa glede prehrane, je pa tako zelo primarna raven, no? Nič tako zelo alternativnega. Ne vem, kako ti gledaš na to, ampak jaz osebno z leti te besede alternativa v resnici sploh ne, mislim, ne vidim, da je ustrezna, ne? Ker se tukaj ni ali, tukaj je v bistvu ta funkcionalna medicina, holistični pristop, ki pač gledaš, kaj lahko narediš na večjih nivojih z istim namenom, da bo človeku seveda boljš, da mu prispevaš, kar je Hipokratova prisega na koncu, a ne? Se pravi, niti ni to alternativa, ampak je samo, ker te zadeve niso v navzkrižju. Niso, mislim, čisti pač baseline, mislim, normalna, zdrava, kmečka pamet, malo podkrepljena z določenimi strokovnimi izrazi in pristopi, a ne. Tudi sama sem imela pol eno obdobje, ki je bilo zelo stresno, pa sem imela povišane tumorske markerje za raka dojk, pa veš, da to nič ne pomeni, a ne. Ampak že sam ta proces, ki se ti zgodi, ko dojameš, kako je, da te skrbi za zdravje, pa ob tem povišan prolaktin, pa hormoni porušeni, pa sem takrat naredila Dutch test, kakor zdaj tudi mi imamo za spolne hormone, povprečju zelo slabi izvidi, ampak definitivno posledica stresa, in ko vidiš, da se na hormonih da narediti, da se da lepo dvigati ravni, pa ne samo zaradi številke, ampak da se lahko dobro počutiš v svojem telesu, ne. Ker tudi ta norma, recimo, velikokrat sploh ne vemo, kako je se dobro počutiti, oziroma je pač normalno, da si napihnen, pa normalno, da imaš beli tok, pa pač zbujam se ponoči. Tako, ni normalno. Ampak kdaj pa je bilo na tvoji poti, da je bil en tisti moment, ko si rekla, čakaj malo, zdaj pa jaz vključujem ena znanja, ki pa niso čist v okviru pridne punčke, ki se je pridno učila in postala zdravnica. A je bil kak tak moment, ko si ugotovila, da si prerasla okvirje samega sistema, v katerem si bila vzgojena v zdravnico? Mislim, jaz sem se tukaj zelo borila in tukaj je definitivno... S kom? Sama sabo? Sama sabo, ja. Mislim, tako, ker sem bila izjemno nesrečna, definitivno kar tako depresivna, pa ne zato, ker ne bi želela delati, jaz sem od 15 leta vsako delala in pač
poleg študija, poleg pač šole. Ampak enostavno sploh nisem vedela, kaj lahko jaz tam doprinesem, ker je pač še veliko drugih, ki delajo to. Tako na koncu dneva, grem domov, oddelam in pač ponovim, vsi to delamo, ampak ne pa s takim nezadovoljstvom oziroma s takim občutkom, a to je to, prav, to je moja vrednost. Meni ful več da se z nekom pogovorim, da ne vem, vprašaš še po čem drugem, kakor samo po koži, a ne? Itak vidiš pol zdaj za nazaj, ko gledaš, pa več, ko delaš z ljudmi, da vejo več ali manj, kdaj se je kaj porušilo, pa kaj vse temu sledil. Pač že ker v bistvu že ta miselni proces, ko ti z nekom govoriš, oni dobijo veliko njih momentov in pol ni samo, recimo, a imam jaz parazite, ker mi je skozi slabo. Že sami dojamejo, kdaj se je začel, a ne, pa v bistvu odkot to izvira. Tako da ja, v bistvu bolj mentalno, psihično, tako sem se sprašala, kaj je z mano narobe, zakaj sem jaz tukaj toliko nesrečna in kaj bi želela delati. In pa v bistvu ugotoviš, da že cel čas, če te kaj potegne, če kaj bereš, raje bereš druge stvari, namesto da te, ki jih imaš res za naštudirati. Tako da, ja, potem v bistvu sem najprej začela z bioresonanco, pa še to v bistvu ima tak prizvok, ker tudi delaš pač s tenzorjem, je energetsko tako. Bi rekla že, da moji družini ni bilo jasno, zakaj bi šel ven iz te ugledne, varne poti, a ne? Ker tudi je bolj varno, ker tako Jasmini neki ni proti, bo starejši specialist isto povedal in doktrina je taka, ni. Tukaj pač pogajanj in first line of treatment to, drugo to. Ja, se pravi, iz tega nekega obdobja oziroma veš, kakšna pot te čaka, iti v neki čist XY, nekaj zelo alternativnega. Koliko let je bilo to nazaj s to bioresonanco, ko si začela? To je bilo 2020. Ja. Drugače. Ja, in tako da pride pol še ta osebnostna rast, da vidiš, da ljudem pomaga, da imaš določena znanja, ki pač, da v bistvu lahko ti ljudi izjemno podpreš in tudi v bistvu polnomočiš, da ni samo, kaj se mi je zgodilo in tako se počutim, da daš en te odgovornosti tudi na njih, a ne? Če se pač ti vsem razdajaš oziroma nalivaš kavo iz svoje prazne šalice, ne moreš biti v redu, a ne? Tudi malo to vračanje k sebi, kaj pa si naredil sploh zase, kaj pa, a imaš sploh kakšno aktivnost v dnevu, v tednu včasih, a ne? Kaj je zate, ki tebe nahrani. Jaz imam rada nasplošno to delo 1 na 1, no, in to mi je zmanjkalo ful v sistemu. A je bil kdaj jasen moment, ko si rekla, jaz v sistemu na tak način ne bom mogla delati, lahko pa za zdravje ljudi delam na drugačen način, naredila bom svoj center? Ne, se je pa kar v bistvu nabiralo, dokler res nisem imela dosti, ampak jaz sem to zelo vlekla. Bilo kar pol leta, 1 leto tako slabše obdobje zame. Pol je pa sledil ta proces, da se sprijazniš s tem, da greš ven, pa ta del nevarne poti. Pa bi rekla, da šele zdaj, kakšno leto, 2, da sem res pomirjena in zelo zadovoljna s tem, kar delam. Kako so te pa kolegi dojemali v tem smislu? Ja, zanimivo. Bile sta 2, tudi specialistke pediatrije, ki sta me same recimo tako klicale, da bi kaj prišle, čisto iz tega, ker se ji tudi njima ne zdi normalno, da otrok toliko pogosto rabi antibiotike, če bi lahko karkoli podprli, a ne. Večinoma se kar obračajo, ampak ni pa glih tako, da bi želeli, da je to zelo izpostavljeno ali pa da kdo ve. Večinoma štartali smo zelo iz odklonilnosti, pa ko so videli, da sem jaz zelo suverena in postavljena v tem, kar jaz delam, pa se obrnejo, pa povejo, pa vprašajo, ker na splošno, čisto nezavedno smo zelo se nekako uspeli tekom študija tako sprogramirati, da tudi če ne veš, saj veš. A ne? Tako, in tudi sama velikokrat rečem ljudem, leta ne vem, bom razmislila, raziskala, ker sem prav videla, ko se kdaj družimo s sošolci, tako kar po defaultu moraš reči, da veš, oziroma najdeti nek vzrok. Ne? Ampak vidim, da smo se zdaj, ko smo malo starejši, tudi mi med sabo malo odprli, lahko jo vprašaš, skomuniciraš. Najprej pa ziher tako odklonilno in to tako, kakor, ja, skoraj da si propadel. Mislim, zakaj bi to delal? Pa, ko imamo vsi svoje otroke, pa pridejo vprašanja, pa se odprejo, pa se lahko kaj pogovorimo.
Ja, se je večina, mislim, se mi zdi, da takrat, ko imaš svojega otroka, je čist se spremeni ta igra in ta pogled. Pri mnogih specialistih, zdravnikih, jih je v bistvu tisti potem zares odprl, da so... Vsi ratamo malo bolj skromni, ko imamo otroka. No? Ja, malo bolj odprti, malo bolj široki. Bom čisto iskrena. Ko sem te prvič videla na fotki, sem rekla, sem slišala ta glas v sebi, a veš, kva ona čisto predobro zgleda, da bi bila dobra zdravnica. Grozen, res grozen, pa to kot ženska. Ja, in pol mi je bilo prav pa ko si to mislila, ampak to se mi je zdelo, a veš, pa ne more biti tako lepa ženska, pa s takim znanjem, pa s takim lepim poslanstvom, pa to. Te kdaj tvoja lepota omejevala pri delu? Mislim, na medicini moraš vedeti, je kar nekaj lepih punc, sploh na dentalni medicini, no, če koga zanima. Ampak, ja, punce smo, veš, jaz se spomnim še med faksom, ko smo šli po izpitih recimo ven, žurat, in te nekdo vpraša, kaj pa ti študiraš, pa rečeš medicino. S tem, da moja mama je medicinska sestra, dede je bil zdravnik. No, in povem medicino, rečejo, ja, za medicinsko sestro, pa pravim, ne, medicino, pa prav vse, ja, zdravstveno, pa pravim, ne, medicino, pač za zdravnico. Veliko teh pogledov, tako da itak si, ali ne vem, pač si pridna, medtem ko vsi tvoji sošolci, oni so sposobni, mi smo bile pa pridne, mi smo se pa učile, tako da bi rekla, sploh ti kot ženska, pa s tvojo tako širino, si vsem to pomislila in velikokrat naredimo, v bistvu že ženski totalno krivico. Ja, ful, res. Jaz se, ker sam se... Ja, ampak tak miselni proces se pač zgodi večinoma pri vseh nas, tako da, ampak mene to ful tudi tako, res sem presegla ta vzorec, da moram biti liked, pač raj vidim, da me spoštujejo, pa cenijo in to je to. Mislim, jaz po videzu bi rekla, postavim jo, lahko si zdravnica, ni panike, ampak v neki estetski kirurgiji. A veš? Bilo tudi v Sloveniji delala. Ja, v tem smislu, veš. Se ti res opravičujem, ampak ti povem iskreno, dejansko, ne vem, kjer program je to, ampak to mi je bila una prva misel. Sem pa tudi sama, jaz kot podjetnica ali pa v svojih začetkih, ne samo, da sem dobila tak občutek, meni so v obraz povedala, večina ljudi misli, da sem jaz televizijska voditeljica, ne razumem, jaz sem zdravstveni delavec, televizijska voditeljica, opravljam ta poklic zaradi tega, ker želim prispevati k zdravju ljudi na ta način, Ampak, kakor sem jaz slišala, ti si voditeljica, ti si tukaj, da si lepa, ne pametna. Tako da poznam to stigmo, ampak hkrati sem jo pa tudi sama te takole, a veš, v tem smislu, pa ne, ta je tukaj lepa, ta ne more biti. Ker tudi teoretično, če bi nekdo pogledal nas od zunaj, bi ti rabo samo eno deklico, ki bo malo razložila, vi greste sem, ne, če se ti ukvarjaš, ne vem, z Epstein-Barr virusom, mi moraš najprej razložiti, kaj to je, kakšne ima lahko posledice na telo, kaj zavira njegovo replikacijo, kako se je treba za to prehranjevati in tako naprej. In pač fulenga znanja izposod črpati. Kar se tiče pa videza, je pa tako, da že tako ženske, sploh drugi, mislim, ti težko narediš res kaj prav. Jaz se spomnim takrat, ko sem rodila, jaz sem bila pred tem tako kar športnica, sicer rekreativna, ampak vsem dosti dobra rekreativna, in specialka in tek in plavanje. In se spomnim, sem šla 4 mesece po porodu, sem šla takrat sicer na fitness, me sicer se sploh ni luštalo fitnessa. Jaz sem samo želela iti sama, od doma, dati svoje musko. In se spomnim, pridem na fitness, kje imaš pa Avo? Ja, ne vem, z očetom, a si oče vprašal, ko vsak dan hodi, kje ima hčerkica, Tako da ali prezgodaj začneš delati na sebi, se pravi, ali si se preveč zredila, preveč zapustila, ali si premalo doma, pa greš preveč s prijateljicami okrog, tako dajmo si malo mirno. Ja. Se mi zdi, da sploh ženske bi lahko bolj sodelovale v Sloveniji, brez teh obsojanj in vse ostalo, tudi če je bilo potiho, ne, to je preveč lepa. Ja, pač women supporting women se je že tako, oziroma drugega overall bi lahko podpirali, ampak dokler nisi
vsaj približno zadovoljen sam s sabo, boš tudi težko komu drugemu privoščil uspeha. No, ampak misel, ki pa se recimo ne pojavi, da imaš ti pred sabo enega zdravnika, ki ima 50 kg preveč, ki ima več kot očitno grozne probleme, ne vem, z čimerkoli že, a veš, tam se nam pa postavi vprašanje, čakaj, on je zdaj človek, ki bo tle promoviral zdravje, tako da bi mogli biti v bistvu ravno drugače, s tem, ker imaš vitko postavo, lepe lase, obraz, ten, kože in vse ostalo, s tem v bistvu izražaš, da to, kar govoriš, v bistvu tudi živiš. Meni je bil nadvse zanimiv pogovor tudi v koherenci, ki sva ga imela z Anton Komatom, ki mi je zaupal, da on je bil na medicinski fakulteti tudi, in z briljantnimi ocenami in z odličnim uspehom je pač v enem trenutku šel iz faksa. Je rekel, pač to ni pot zame, jaz se tukaj ne vidim, da bo to dejansko zame pilo vodo, in velikokrat je tudi rekel, kako je farmacija se preveč vključevala in na nek način ugrabila znanost v tem smislu. Si sama imela tudi takšen občutek, da bi bil interes kje drugje? Čisto iskreno, v bistvu ne, vsaj jaz osebno ne, tekom študija nisem opazila, mogoče tudi nisem bila pozorna. V bistvu sem zelo vesela, da se pri meni ta mentalen proces ni zgodil tekom faksa. Zato, da imaš dejansko to zaključeno, da greš na strokovni izpit, da si tudi ti imaš neko širino in znanje in tudi vseeno imaš en delež ljudi, seveda normalno, ki jim tudi to zelo veliko pomeni in se ti tudi en drug delež ljudi odpre, ker drugače, ne ve, a bi šel še nekje drugega ali ne, pa pol ve, da imaš drugo širino znanja, pa prije zaradi tega k tebi. V centru Vibrium, ki se nahaja v Ljubljani, kaj v resnici, kaj nudite tam? Kaj je tisto, kar si ti skupaj sestavlja kot skupek nekih storitev, ki ljudi lahko podpre na mnogih nivojih? Ja, mi kombiniramo hiperbarično kisikovo terapijo, pa PIMI terapijo, ki jo sama zelo dobro poznaš. Pa PIMI ne morem prehvaliti, res. Jaz sem hodila na Ciper tudi zaradi PIMI-ja, kjer vsej 10 naprav ne uporabljajo zaradi PIMI-ja, ki so jih imeli včasih, ker je zelo, zelo učinkovit in res PIMI vsem priporočam vedno, tako da sem vesela, da je v Sloveniji. Jaz sem prišla k tebi zaradi hiperbarične komore, ki si me rešila po moji zastrupitvi zaradi neustreznega kamina. In pol jaz tam vidim, pa PIMI imaš, kaj? Zakaj jaz hodim tja? Tako da super. Nek vikend, neki prazniki so bili. Ja, prazniki so bili. Pa PIMI, pa PIMI je stvar, ki v bistvu na tolikih nivojih deluje, da sploh ljudem tudi težko zelo pokažeš s prstom točno, kako deluje, ampak res deluje na ta mirovni potencial celic, ker celica, mi smo električna bitja, Celica ima svoj naboj, zato da se stvari dogajajo, da grejo stvari ali aktivno in pasivno ven in noter, in zelo podpira tudi to tretjo fazo razstrupljanja, ker pač razstrupljanje ni samo pitje vode. In to v bistvu ta heart rate variability, se pravi to, kako se telo odziva na stres, ker telo, ki je v stresu, vemo, da se ne zmore razstrupljati, ne glede na to, a se ti savnaš, piješ. Ker je vojna, nič ne gre not, nič ne gre ven. Tako da pa PIMI, s PIMI nam res res 90% ljudi izjemno pohvali. Bioresonanca, potem so pa še druge stvari, ki se že zelo dolgo trudimo, da dobimo tudi uradno dovoljenje, za njih, da jih bomo lahko izvajali oziroma kupili in izvajali. Pa moram priznati, da kar že zelo dolgo čakamo. Tako da tukaj so kar časovni zamiki in delayi, ker so še stvari, ki bi jih jaz želela pripeljati. Zdaj, v idealnem svetu, odgovor na to vprašanje, kakor sama hočeš, jaz ti ne bom nič zamerila, ampak v idealnem svetu, ker vem, da Slovenija ima nasploh kar nekaj omejitev, ki jih mnogi želijo preseči na tak in drugačen način, ampak pustva zdaj to. Red je red, pa tudi če je slab, mora biti in treba ga upoštevati. V nekem idealnem svetu, glede na to, da imaš res zelo globoko in široko znanje od tega, kaj vse je možno in kaj se ponuja, kaj bi recimo še dala, če ne bi imela nobenih omejitev, kaj bi še dala v svoj center?
Okay. Zagotovo bi imela tole ozon terapijo z ozonom. Imela bi zelo širok in širši spekter intravenoznih, kakor se jih zdaj v Sloveniji ponuja. Imela bi dvojni kasolari, pač red light terapiji, hkrati z inhalacijami vodika. Kaj še kaj takega? Pa imaš v bistvu to isto plazmaferezo, se pravi, ene stvari odstranjujejo iz obtoka, ene iz medceličnine. Pa bi imela recimo hydrogen water, se pravi, tako kot imaš molekularen vodik, imaš lahko prav celo kopel, sprakanik jacuzzi s tem. Pol bi imela, ziher bi imela še en predelček, kjer so bolj take wellness stvari, ampak so tudi pomembne, se pravi cold plunge, pa ta floating del. Ker zažarela si, ko si dobila to vprašanje, kar ono, kaj bi vse lahko. Res ful lepo, super. Mislim, pa še jih je, pa ful gre naprej to, Ampak problem je, da so te stvari izjemno drage in pač rabiš tudi dovoljenje, seveda, da jih lahko delaš, tako da mi v bistvu čakamo, preden gremo tudi v nakup, da dobimo vsa dovoljenja. Tukaj je pa kar ovira ali pa blokada. No, tako. Dejansko ovira v tem smislu? Ne vem, mislim, vsi, ne samo mi, tudi ostali, ki so še čisto v konvencionalni medicini, imajo trenutno je tudi pač politična shema taka, da se čaka. No. Ja. Ampak za vse pride čas in sem s tem čisto pomirjena. No. Tako. Kako pa je Slovenija v primerjavi z drugimi državami? Ker recimo, ne vem, jaz osebno, ko grem na Ciper, tam sploh nimajo teh izzivov, tam recimo izvajajo tudi kolon hidroterapijo, ker v Sloveniji se ne sme izvajati, in ne vem, ozonsko terapijo 20 pass naredijo človeku, ki prvič pride tudi, recimo, pri nas, po moje, zažgal na grmadi, če bi kaj takega počeli. Tako zelo, pač je zato, ker vem, koliko sem sama vložila v to in svoje energije in časa, bom počakala, da se stvari majčkeno spremenijo, bi pa rekla, da smo v teh pogledih še zelo nazadnjaški, oziroma se niti ne želimo odpreti, niti ni interesa, da bi nekdo pogledal, a je to res toliko tvegano, ali ima mogoče določene res pomembne učinke na ljudi. Tako da se veselim obdobja, ko bomo vse to lahko imeli. No. Ker sem jaz tebe spoznala, sem bila najprej seveda šokirana, da imamo v Sloveniji zdravnico, ki ima tako znanje in predvsem tak pogum, da je tukaj odprta, da gleda. Pol me je absolutno presenetil tvoj čut, ki ga imaš za ljudi, in tudi neka ta intuicija in to, da ne delaš samo iz knjig, ampak dejansko uporabljaš vse kapacitete, ki jih lahko premore človek, ki nekomu želi pomagati. Ampak je bila pa moja misel tudi, se ta itak ne ostala v Sloveniji. Ja, to zagotovo večkrat na leto. Mislim, večkrat na leto se to zgodi. Enostavno, ker tudi, ko želiš vse narediti, rdeva reči, po regalcih, mislim, imamo toliko, vsi najbrž, vsi, v koncu koncev podjetniki, nažalost smo zdaj podjetniki, toliko enih ovir, toliko ene birokracije, toliko enih mnenj, ker ne veš točno, kako se moraš izjasniti na to, v bistvu res časovno potratno, da sem večkrat pomislila, če bi šli severno čez mejo, bi delali vse to, zaposleni bi bili tudi zelo zadovoljni. Mislim, ne bom rekla na žalost, ampak res je, zelo velikokrat pomislim na to. Ja. Upam, da se vzdušje in pogoji v Sloveniji. Tudi jaz, pa vedno pridejo taki trenutki, ko rečeš, ko vidiš ljudi, ki so zadovoljni, ki se počutijo boljše. Nisem vam verjel, da je to, kar ste mi rekli, ampak jaz zdaj vidim, ful sem boljši, pa pridejo še, ne vem, mož, pa žena, pa otroci, in pač ima svoj namen, ampak bi rekla, da je z veliko več enega izčrpavanja, pa hecanja. Pač je dosežen namen, ampak ja, jaz mislim, da imamo vsi velikokrat tak miselni tok. No. Ti si ena izmed tistih zdravnic, ki absolutno ne spregleda pomena prehrane, in tudi navad v tem smislu. Ampak v času faksa verjetno ni takega poudarka na samo prehrano, v smislu nutricionizma in tako naprej. Ne.
Definitivno ne, in tudi zanimivo, koliko zelo malo se potem sploh sprašuje. Tudi pri nekomu, ki ima res težave s črevesjem. Ne, to je pa neka stvar, ki pa toliko enega znanja, pa toliko enih stvari, ki jih preštudiraš na medicini, pa v bistvu smo imeli o tem zelo malo. No? Ja. Smo imeli pač izbirne predmete. Ne? Ja, pa je pač jedro in osnova. Vedno začneš pri prehrani, gibanju in okoljskih toksinih. Ja, če bi te danes povabili, da pomagaš sooblikovati program in izobraževanje za bodoče zdravnike, kaj bi definitivno vključila noter? To si pa zdaj izbrala eno tako vprašanje. Zagotovo v bistvu ta okoljska izpostavitev pač toksinov, ki jih imamo še vedno, so dovoljeni. Marsikateri tudi, ko so zelo toksični, ali pa so plani, da se jih do 2033 da v celoti ven, ne vem, zakaj zdaj ne. Definitivno, čeprav tega smo imeli pa dosti vpliv živčevja, kaj se dogaja v simpatiku, kaj se v parasimpatiku, samo takrat se to bolj memoriraš, ne da daš v bistvu v prakso, ko starejši, ki si sam pod stresom, bolj te zanima, to se dogaja v stresu, tudi z mojim črevesjem. Pa ga zagotovo v bistvu pač pomen prehrane, gibanja kot samega, spanja, pač ta res osnova. No? Globoke temelje. Ja. Ker v bistvu, gre se za to, da ti kot študent medicine oziroma pol kot zdravnik, tvoj namen je, da zdravaš z ustreznimi protokoli, ki so pač na mestu. S prehrano, pa z gibanjem se bojo pač drugi ukvarjali, prehranski strokovnjaki, pa fizioterapeuti, fitness trenerji. Ampak hkrati, ko pa imaš ti človeka 1-1, ko on ne bo šel še k fizioterapeutu, pa k prehranskemu svetovalcu, si pa ti tam, da mu daš mečko odgovornosti, pa mečko moči v njegove roke. Pa da ga usmeriš tudi na koncu koncev, ne? To je verjetno tudi to, kar počneš. In zdaj, ko imaš 1-1 dejansko v svojem centru, koliko časa si vzameš? 8 minut ali 7 minut ali koliko je? Vse skupaj bi rekla 1:15. Wow. 1:15, ja. Čeprav moram priznati, da zadnje čase, zadnje leto kar močno, imam tudi tako, že po intuiciji veš, kje pa samo še čakaš, da je primeren trenutek, da je točno to vprašaš. Pa že imajo sami ta aha moment, pa v bistvu čaka, da jih usmeriš, podpreš. Rabiš kar nekaj časa za to, ja. Ker najprej vedno, se ne vem, kje bi začel, pa koliko imava časa, pa pravim, gospa, dovolj časa imava, ne. Pa pride pač cela zgodba, okrog. Sprašuješ tudi stvari, ki se ne tičejo zdravja, tega fizičnega, ampak tudi ne vem, kaj se dogaja z odnosi in take stvari? Ja. Včasih moram mečkam po ovinkih, a imate še kakšen tako odnos v privat življenju, ki vas izčrpava, a ne? Mislim, da lahko v njej 5 tinktur zelišč in suplementov bo sicer podprl ta vitalen del telesa, ampak vzrok bo ostal, ona bo še vedno utrujena, ne? Bo nezadovoljna, ko hodi k nam, ker je utrujena. To vedno vprašam tudi po spolnih odnosih, po libidu, kdaj hodijo spat, imajo redne obroke, imajo tople obroke, kje kupujejo hrano, če imajo karkoli v tednu, ne moram reči vedno v dnevu, nekaj dan je kar kratek, nekaj, kar je res izključno za njih, kjer ne igrajo nobene vloge, ali mamice, partnerke, žene, zaposlene in tako naprej. In kje vidiš največ izzivov? Kje se ponavadi zataknejo? Bi rekla kar služba. Ja? Ja. V kakšnem smislu? Odnosi v službi, recimo. Tega je zelo veliko. Zdaj mogoče za partnerstva niti ne povejo. Ali pa vidiš, tako, da je neka toksičnost v odnosu. Večinoma pa moram priznati kar služba. Kar je zanimivo, recimo podjetnike tudi učijo, da ljudje se ponavadi odločajo za službo, lahko imajo ful dobro plačo, pa bo v bistvu odnosi bolj pomembni, kakor pa dobra plača, ne? Se pravi, kaj, ljudje imajo izzive z odnosi z drugimi. Ja, v službi. To pa res, tega največ. Tako od teh glavnih pritožb. Ali pa to usklajevanje biti mamica in zaposlena in partnerka, tako pokrivaš res vse fronte, no. Tako si ne vzamejo oziroma ne zmorejo dati časa zase, ali pa tudi nimajo partnerja, ki bi mogoče razumel, da če ti tej mamici nameniš, da ima 2-3 ure na teden, kaj sama,
Če ne drugega, boš imel tudi sam več od tega, ko boš šla vesela domov. A ne? Pač ustvariti te pogoje, pa spet, če smo navajene, povzgojene biti pridne punčke, si tudi ne bomo niti izborile časa, če imaš že partnere, pri katerem si je treba to izboriti. Ne? Vse je povezano, ne? Ampak, ko gledam in spremljam tudi tvoj Instagram profil, mi je zelo všeč, ker imaš veliko takih vsebin, ki v bistvu daje neke odgovore ženski v vsakdanjem življenju, pač kaj se ji dogaja na tistih najbolj klasičnih pasteh, v katere se ujamejo. Se pravi, neka ženska, ki je že tako in tako izčrpana do konca in potem hoče shujšati in gre teč pa na aerobiko, pa ne vem, še bolj obremenjuje nek živčni sistem in na koncu je solato. Tega, in še ne shujšajo za povrh vsega. Ja, seveda, pa še pa kaj dobi zraven, dodatno, a ne, pa še večja živčna razvalina je. A ne. Se mi zdi, da na teh klasičnih pasteh še vedno, kolikor imaš globoko znanje, pa široko znanje, se ti ljudje najprej tukaj v bistvu spotaknejo, ne, pri neki izgorelosti. Res je. In je zelo zanimivo, da si to izpostavila, ker eno obdobje sem se bolj trudila, da bi bili, res veliko časa sem si vzela, da bi bili pač te objave na Instagramu, da res povežem študijami, jasno razložim, bolj strokovno, to sploh nihče ni pogledal. Te osnovne, utrujen sem, izgorel in ob tem ne shujšam. Ampak se ne gre za hujšanje, gre za to, da si ti utrujen in izgorel, ne? Da se vrneš k temu, da boš najprej zareguliraš živčen sistem in seveda živčen sistem in spanje. Take stvari, kjer se pač ljudje res najdejo, več zdaj govorim o tem, je pa res, da bi se lahko bolj posvetila temu, ampak priznam, da jaz v socialnih medijih res ne uživam. To imam samo zato, da v bistvu, ko pač oseba gre na socialne medije, ko pač išče nekaj zase, kar bi jo podprl, da se mogoče kje najde, pa da že tam ujame kakšen nasvet, kako se podpreti. Drugače pa ja, to je naporno, definitivno. Definitivno. Sploh za nekoga, ki ima toliko drugih danosti za neke druge zadeve. Ne? Drugih želja, pa bi šel raje na kakšno izobraževanje in meni se vidi po vibriju gor, pa dal pa gor, pa danes moram nekaj posneti. Vsi že sam posnam, pa in naredim. In potem se spraviš in je kar zabavno. Ampak v bistvu je pa to ful en velik dar, ker ti lahko dosežeš Marjanco tam iz ene vasi daleč na Štajerskem, ne? Ka mogoče ne bi mogla priti k tebi sicer. Ja, ima pluse pa ima minuse. Ampak je pa, mislim, te izčrpa bolj, kakor si predstavljaš in kakor si misliš. Če se lahko dotaknemo mikrobioma. Mikrobiom mnogi danes gledajo kot na nov organ, ki na koncu niti ni zanemarljive teže, a ne, do 2 kilograma dejansko. In nekateri mu celo rečejo, da so to drugi možgani. Kako ti ljudem razložiš, kaj je mikrobiom in kako deluje? Ja, dobro vprašanje. Jaz ljudem razložim, da v bistvu, čisto kakor povem, in jaz in vi imamo tukaj en velik ekosistem, en velik živalski vrt, ki lahko vam zelo deluje v prid, ali vam dela pa veliko škodo. In je prvič je pomembno, s čim ga hranimo, pa mečkam zmanjšam, pa ne samo s čim ga hranimo, ker jaz imam tudi mehen delež, ampak imam tak tip stran, ki ne jejo glutena, sladkorja, se savnajo, tinkture z zeliščami, da ni, pa naredijo črevesni mikrobiom in je v bistvu izjemno slab. Tudi zelo malo proizvajajo tam teh glavnih protivnetnih spojin, ki bi jih tam mogli. In rečejo, kako? Pogreš pa k osnovam. V stresu, nažalost, spet so tam v simpatičnem živčnem sistemu izločaš manj prebavnih encimov in imaš delayed gastric emptying, počasneje prazen želodec, kar pomeni, da je hrana tam predolgo v okolju, ki ni dovolj kisla. In ta naš živalski vrt, ki bi lahko naštel kar nekaj strani najnih bakterij, se razraste v napačno smer in dela premalo protivnetnih snovi in preveč v bistvu ta slabih. In potem jim tudi razložiš, da oni pravijo, jaz se tudi zelo malodušnega počutim, pa anksiozna sem. Ja, ti delaš 95% serotonina na nivoju črevesja, če imaš dobro stanje črevesnih bakterij. In delaš v bistvu recimo tudi butirat, ki je en od kratkovrižnih maščobnih kislin, ki če bi šel spet študijo odpirati, butirat pa kancer, butirat pa rak, butirat pa bolečine v sklepih, butirat pa črevesje na splošno, ogromno povezav. Zdaj ni namen, da mi jemljemo to protivnetno snov s tabletami, lahko tudi seveda, ampak namen je, da ti sčistiš črevesje, ga na novo poseliš z ustrezno hrano, prebiotiki in
probiotiki, če je potrebno, da tukaj dvigneš svojo lastno produkcijo, ker se pol dvigne tudi produkcija hormonov sreče in tako naprej. Odkrivajo tudi to fekalno transplantacijo v bistvu. Kakca, na koncu. Dobesedno. Kako vpliva in na možgansko zdravje, na mentalno zdravje, kožne zadeve. A lahko to malo razloživa, ker po moje to ljudje si ne predstavljajo. Ne? Se pravi, ti vzameš kakec od ene osebe, ki ima zelo zdrav mikrobiom, zelo postavljeno črevesje in ga kapsuliraš ali kakorkoli in ga ustaviš preko anusa v črevesje tisti osebi, ki ima pa slab mikrobiom, zato da je to seme, da se tudi tam take zadeve naredijo. Jaz sem do tega samo mečkam zadržana z tega pogleda super, ampak najbrž zanimalo bi me, koliko časa to drži. Ker ta biofilm, ki ga imamo na nivoju črevesja, ta zasluzenost, najprej ta del čistaš, kar se da, pa pol na novo poseliš s takimi pristopi, je pa zelo zanimivo videti pol odziv. Ja, jaz sem to raziskovala v Ameriki, to bilo že nekaj let nazaj, so kar klinike delale in spodbujale in sem poslušala tudi eno zgodbo posameznice, ki sicer ni imela denarja za to kliniko, so ji pa povsem razložili in pač ona je uporabila bratov kakec, ne, zato, da je se pomagala in v 3 mesecih je bila čisto drug človek v tem smislu, da ne vem, nehala je imati antidepresive, ne vem, vse žive zadeve in jaz se spomnim, ko sem takrat to gledala, sem bila tako, kaj je ta delala? V blender je dajala kakec od svojega brata in ga mešala. Ne! Ampak pol na koncu, zanimivo. Zanimivo. Ne, pa tudi, ampak spet bi se pol vrnila k temu, se pravi, kaj bom jaz naredila za svoje zdravje, bom vzela od brata kakec, ampak s čim boš pol ti ta kakec tudi pol hranila. Naprej. Kako smo narejeni, quick solving, problem solving, kaj naredim, to vzamem in je v redu, ni. Vertika, ne. Se pravi, tudi to velikokrat govorimo v oddajah, kjer se seveda priporočajo mikrobiom 30, ena jušna žlica na dan, pa probiotiki, pa prebiotiki, pa encimi, pa tak naprej, ampak ti ne moreš biti odvisen od probiotikov celo življenje. Ti pač, kako ti to vidiš, jaz to vidim kot orodje, ki ti v nekem momentu pomaga naseliti. Pol pa to vas moraš ti sam s pravo hrano in z vsemi ostalimi zadevami nadgrajevati. Tako, identično. Kako gledaš ti na suplemente in na vse te zadeve? Ker jaz sem tukaj zelo rezervirana, pa me zanima, kako ti sama vidiš, glede na to, da zdaj po novem zakonu ti, ki si zdravnica, dejansko lahko svetuješ, kaj ljudem nutricionisti več ne smejo. Zdravniki smo tako zelo omejeni tukaj v tem, kar lahko povemo. Tako da, jaz mislim, kar ljudem vedno povem, je zelo hecanje, da nisem toliko fan supplementov, v smislu, ti si utrujena in izgorela bova dala jih par, da te podpreva, ampak pa hodite nazaj. Ampak sem še vedno ful utrujen. Vidiš pa jo, ko pride, prihiti, preteče praktično glih, kar je bila pri mami, pa po otroke, pa skuhati. Nimam nobenega supplementa ti zadati lahko, si bojo ljudje, ki jih bo z veseljem dala. Ampak pravim, da nisem vedno nujno zagovornik, da rabaš ti oversupplementirati. Hkrati pa ljudje, ki grejo prvič od mene, pa imajo enih 5 v vreči, no. Ampak namen je, da moš mogoče jih par redno, staro so pač kure, tudi ni namen, da ti jemlješ selen, pa cink, sploh stvari, ki se obdržijo v telesu, ki ima loading jemljajo. Ljudje to jemljajo pol leta, 1 leto, isto B12, ne jemljajo probiotikov, nobenih, ne vem, grenčic ali karkoli, bi recimo žolč stimulirali, adaptogene gobe bi rekla, da se zelo premalo uporabljajo, oziroma se tudi ne gleda, ne vem, porekla, odkot prihaja, kakšna ima drsila in polnila. Ful sem v stresu, ful sem jim ljudem, bom tole vrgel vase. Mislim, se poznam to obdobje v življenju, definitivno razumem in ne obsojam, sam zdaj pa tudi namen, da ljudem to razložim. Da dolgoročno to ne gre, oziroma predvsem, da ni vse, ne vem, ker ljudje vidijo recimo mojo omarico s prehranskimi dopolnili, mislijo, da hrane sploh ne jem, da samo to jem, ne. Ampak v resnici je zelo odvisno, katero obdobje, kater čas, kaj, kdaj, se pravi,
rabiš tukaj, a ne, da ti nekdo malo razloži pa pove vse skupaj. Ker če bi sam reklame poslušali, bi po moje vsi jedli 50 kapsul na dan vsega pa živega. samo pegasti badal, pa še par stvari. Ja. A ne? Mislim, vem, tudi moja omara je zelo široka in pestra, ampak jaz imam stvari zelo dolg noter, zelo velikrat tudi čez rok. Pa tako, kot ti mečkam kolobaram z njimi, pa zelo rada pridem k komu drugmu domov, pa tamle še malo vidim. Pa lahko povem, da se pri tebi zelo dobro je. Tako da niso samo suplementi, a ne? Ja, hrana je. Hrana je. Jaz se pa spomnim, recimo v času mojega otroštva, ko sem prišla od zdravnika s seznamom, kjer so bile že napisane prehranske skupine in napisana so bila živila in so bile tam kljukce pa križci. A ne? Meni je bilo to tako, mislim, normalno mi je bilo, a ne? In danes pa ni tega, a ne? Danes ti, ko greš zdravniku, ne dobiš skoraj nič, ne? Ti vi kar jejte to, kar jeste, a ne? Ja, če pa še ne škota, ne? Ja. Ja, mislim, moja mama je velikokrat tako rekla, če pa še ne škoti, ni nujno čistko. Je pa res, da v bistvu ti, ko boš umirjen, pa z unim veseljem pojedel, ne vem, neko slaščico, bo naredila bistveno manj škode, kakor ko boš ti v stresu in hitenju ustoje pojedel eno solato z kvinojo in čičeriko. Doktor Štosjer, eden izmed zdravnikov, ki ga tudi sama izjemno spoštujem, on je bil tudi predstojnik Maja klinike v Avstriji, v Armeniji, zdaj deluje tudi za svojimi zadevami. On je na enem izmed kongresov za efektivno medicino izjavil nekaj, kar še vedno odmeva v meni in me opozarja na dnevni ravni, da je celo bolj pomembno, kako pojemo, kot kaj jemo. Kako sama vidiš to? Mislim, spet se bom ponovila pri tistem, kar sva rekla, spravi, ti ko boš stoje pa v stoje in ko se ti bo model pač pojedel, boš v bistvu telo sploh ne bo, v parasimpatiki sploh ne bo dojel, da je pojedel, ne boš dobro prežvečil, izločil boš manj prebavnih encimov, želodec se bo počasno izpraznil, se pravi, za črevesni mikrobiom, pa ne za črevesni mikrobiom, ker se to toliko znanstveno sliši, za overall pač počutje, bistveno slabša, ne? Ali pa ljudje, ki ne vem, mogoče si ženska v zadnjem delu cikla res želi nekaj sladkega, pa ne bo, pa se bo odrekala in odrekala in odrekala, bo pojedla vse okrog tega in na koncu bo pa še eno čokoladico, ne bolj, da si pač eno čokolado vzameš. Mogoče boljšega izvora, ampak ja. Dosti stvari, ki jih ti prakticiraš tudi v svojem centru in dosti stvari, ki so nasploh nekih biohackerskih zadevah po tem svetu, delujejo na mal drugačen način. Ne? Recimo vzemiva za primer fotobiomodulacijo, ali pa PAPIMI, kjer v bistvu karkoli greš gledati, katerokoli raziskavo greš odpreti, vidiš, da je zelo, zelo ugodna in da podpira. In je težko ljudem razložiti, seveda, ampak dela pa na celičnem nivoju, se pravi na nivoju mitohondrijev, celičnih elektrarn, in zaradi tega pomaga pol pri dermatitisu, pri sklepnih bolečinah, pri tisoč in enih zadevah. Se pravi, govorimo o nekih pristopih, pa o nekih metodah, kjer grejo res na osnovne gradnike. Osnova, ne na nek suplement, ki ti zmanjka, ampak na podpiranje celičnega nivoja, kako bi celica mogla delati. Kako se ljudje odzivajo na ta pristop? Ker ta pristop bi lahko že skoraj rekli, da je malo preventivni, oziroma da je malo zelo, zelo izvorni. Kako reagirajo dejansko na to? Se zgubijo? Ali je v zadnjih letih več zanimanja, več razumevanja? Več razumevanja, več raziskovanja, več širine. V bistvu se zelo odprejo, ko jim ti razložiš na v bistvu preprost način, ker ni na koncu koncev toliko zakompliciran, da celica rabi tako pa tako, deva reči električno nabitost, da lahko komunicira tudi z ostalimi celicami, oziroma da ima mirovni potencial, da se telo razstruplja takrat in takrat, da v bistvu ti postavljaš temelje, podpiraš pač vitalnost telesa. Bi rekla, da kar razumem, oziroma da so zelo odprti, zato in ljudje tudi zelo veliko raziskujejo. Smo imeli tudi enega športnika,
jaz ga nisem poznala, moji pa, ki je klical, vi imate pa PIM, jaz sem to prav iskal, kje bi to v bistvu najbližje na Balkanu imeli. Isto v bistvu s fotobiomodulacijo, izjemno dobra terapija, ki ljudje zdaj že kar poznajo, si pa vseeno tukaj zelo omejen, lahko želel bi več povedati, ampak tudi pač zakonodaja ščiti v bistvu potrošnika, ampak velikokrat tudi se omejuje, da se ne sme študij noter dajati. Zame je v bistvu edino, kar zares velja, je študija. Na pubmed.com sama uporabljam to spletno stran, ko grem gledati študije. Je to primerno, recimo, da tudi ljudje sami raziskujejo? Se pravi, vpišajo tam, ne vem, ali njihovo stanje. Benefits of red light therapy, PubMed, če daš to v Google, ti samo najde. Ja. Se pravi, danes že živimo v tej dobi, ker si lahko dejansko človek zelo veliko pomaga sam. Absolutno, ja. Najlepša hvala ti za tale pogovor. Cenim to, da si se razgalila, da si zaupala svojo pot in kako si dejansko danes prišla do te pozicije, kjer Vibriom postaja res zelo, zelo pomembna točka zdravja v Sloveniji, kamor se ljudje res vozijo od vsepovsod. Tako da čestitam za to delo, še dobro upravljate naprej in z veseljem bom opazovala, kam vse se bo Vibrium razvijal, seveda z velikim upanjem, da ostane to še vedno center v Sloveniji. Upam, da bo tako. Bo. Ja. Hvala lepa. Vi, dragi gledalci in gledalke, pa poglejte še kakšno epizodo Koherence, poglejte še kakšne vsebine, ki smo jih posneli za vas in raziskujte.